Ok, sem Matija Medved, ilustrator, alumen akademije. Živim v Ljubljani v majhni vrstni hiši za svojo lepo punco Ajdo, ki je danes tudi z nami, tukaj v prvi vrsti. Ful rad delam na vrtu. Sorry. Čakaj, kaj se mi, prej sem mi rata, ne? Hodim v fitness enkrat na teden, učim se tenis že 2 leti, tako malo ja, malo ne, vsake toliko časa. Letos poleti sem izvedel, da sem alergičen na čebele, pa to drugače se preživljam z ilustracijami, kar pomeni, da veliko ur sedim za mizo z namrščenim pogledom. Ampak v resnici nimam očal, pa v resnici skozi gledam na računalnik, ne na papir. Tako izgleda, jaz v akciji, to sem jaz v akciji. Letos maja sem dobil 3 medalje v New Yorku od Society of Illustrators. Verjetno ste me za to povabili, končno napočil zdaj čas, da vidim, še jaz nekaj povedati. Tako da hvala za povabilo. No, ampak tako, jaz sem nekako razdelil predavanje na 2 dela, lahko imamo pauzo vmes, lahko ne, iskreno ne vem, koliko hitro bo to minilo. Lahko da bomo ful dolgo časa tle. Ampak malo sem razmišljal, kaj bi mogoče jaz rad slišal takrat, ko sem bil študent. Vem, da ste eni verjetno že na magisteriju, eni ste tudi tukaj, ko ste že nehali s študijem, tako da ne vem, koliko vam bo to koristno. Ampak meni je bilo ful težko, mislim zelo težko se spopadati s tem, da sem želel čim prej najti nek svoj izraz oziroma stil, nek svoj način dela. Ful sem se obremenjeval s tem, pa bi mi takrat, vesel bi bil, če bi slišal od nekoga, da v resnici nisem treba ničesar bati ali pa da bi se mogel pretirano sekirati ali pa ukvarjati s tem, da to je ful dolga pot. Je tako zelo počasi nagrajeno, ampak eventualno prideš do tja. No, v drugem delu pa mogoče bolj podrobno bom govoril o nekih specifičnih projektih, mogoče da vam bo zanimivo videti, kako deluje, ko delam z likovnimi uredniki iz tujine ali pa projekti v Sloveniji, v bistvu boste videli, da ni velike razlike. Pa mogoče tudi, kako seznaniti naročnike s svojim delom, to je ful kratek del, ker nimam nekega magičnega recepta, ampak lahko vam povem, kako moja pot, no. Upam, da vam bo to pomagalo. Ampak valjda, kakor sem rekel, ne, v bistvu zaenkrat vam lahko rečem samo, da morate biti potrpežljivi, da je to tek na dolge proge in tudi, da bo prišlo samo od sebe. Ampak jaz recimo sem bil takrat na začetku študija, sem to zdaj že povedal, ampak v glavnem obseden s tem, no, da moram najti nek izraz, neko svoj stil, da bom lahko končno nehal se ukvarjati s tem, ampak sam delati, pa končno uživati v tem. No, tako da mogoče bom začel kar s tem, kaj sem delal na začetku študija. Ne, saj ne. To sem bil, to je fora, 5 let star, ko sem to narisal. Ful sem rad, to je bil moj eden najljubših motivov, en sonček, oblak. Ne, vidite, da sem že pri mladih letih rad pustil ful beline, da papir diha. Pomagal sem si z AI-om, pa valjda podpis, vedno mora biti podpis nekaj
šotor, neki avtočki, ena raketa, valjda en klasičen nedeljski popoldne nekje v Ljubljani. No, ampak zdaj to vam malo se hecam, ampak malo res bomo šli to kot začetka. Samo zato, ker vam hočem povedati, kako je, kakšen je bil ta moj tok misli, no, s čim sem se obremenjeval. V glavnem, verjetno smo bili vsi v isti koži, imeli smo podobno pot, vsi ste radi risali in zanimala vas je umetnost in pa ste se na eni točki odločili, v bistvu bi jaz rad to delal, rad bi bil ilustrator. In tako sem tudi jaz, med poukom sem ful rad risal in recimo to so ene moje čačke, vedno sem nekaj narisal, pa sem pa hotel dati tej risbi oziroma ilustraciji nek kontekst, ker se mi zdi, da če sam nekaj narisam brez tega, da je neka fora, da mi je, mislim, ne nujno brez veze, ampak da se mi zdi, da to ne dokončano, da mora risba oziroma ilustracija nekaj povedati. No. Kar je zelo zanimivo, ker kasneje, predvsem, ker sem prišel na akademijo, se sploh nisem ukvarjal s to vsebino, predvsem me je zanimalo samo, kako nekaj izgleda, kako bo nekaj narisan. In recimo, tukaj sem narisal eno kravico, ki se mi je pol, ko sem jo narisal, zdela ne to, kar sem jaz si zamislil. In pa sem bil, ne bom zdaj cel ta papir vrgel stran, bom narisal zdaj to, kar vidim, recimo to svojo roko in pa sem kao narisal ta dogodek, da mi ni uspel narisati te krave, pa valjda dopisal še nekaj in kao fora. No, v glavnem, tako, odločil sem se za ta študij, ugotovil sem, da je treba iti na ALUO in da ta smer, ki me zanima, ilustracija in povem staršem, ki itak niso bili ful zadovoljni z mojo izbiro. Ne vem, kako je bilo pri vas doma, ampak so vseeno me podprli s stisnjenimi zobmi, ampak so rekli, če pač resno to misliš, pa se moraš to resno lotiti, pa ne boš zdaj nekaj doma risal, te svoje zvezke, te svoje slabe fore, ampak moraš iti na tečaje risanja. In hodil sem na tečaje risanja tle na akademijo, ne vem, če je kdo bil, taki ateljeji so tle gor. In v bistvu to je bil zdaj nek čist drug način risanja, ki ga nikoli prej nisem niti treniral, niti poznal. Tako da je bilo to zame nekaj ful novega, ni mi šlo ful dobro na začetku, ampak sem vztrajal in zelo počas mi je šlo vedno boljše in potem sem dobil tudi nek zagon in veselje za to, ker sem videl, da mi gre, da pač rišem podobno tako, kot ostali sošolci na tem tečaju, mogoče proti koncu tečaja sem bil celo med boljšimi. In z velikim veseljem sem se potem vrgel v ta izziv in vedno bolj ignoriral ta del tega, da sem nekaj čečkal, pa probal se spomniti nekih dobrih idej, nekih smešnih. Ne, da so tiste fore, ki sem vam jih prej pokazal, bile dobre, ampak vsaj trudil sem se na ta način. No. Ker meni se zdi, da nek ilustratorjev izraz ni nujno samo to, kako izgleda, ampak vsaj, če ne vsaj polno, je tudi to, pod kakšnim zornim kotom se lotiš neke vsebine, a si smešen, a hočeš biti poetičen, ali grozljiv, ali prikupen. To, kaj hočeš povedati, pa na kakšen način, v glavnem tudi je ful veliko vpliv. No. Čeprav je mogoče neki isto narisan, kot da bi nek drug avtor narisal, je lahko samo to, kaj si skušal povedati, že naredi veliko razliko. No, v glavnem. Tako da, hotel sem povedati, da tle sem to potem čisto zanemaril in se sam izključno osredotočil samo na to risanje, da bom prišel na akademijo, da
da se lahko tam pol končno začnem pa zares učiti. No in v tem, to recimo so bili takrat moji neke reference oziroma moji vplivi v tistem času. To je en ilustrator, ki je takrat so še bili blogi, takrat še ni bilo takih, ko rečem blogi, mislim, avtorji so imeli na svojih spletnih straneh blog, kjer so pisali kot neke novice. Takrat še niso bili toliko razširjeni neki te spletne revije ali pa karkoli, ki bi, tako kot je danes It's Nice That ali pa nekaj v tem smislu. Tako da jaz sem hodil na njegovo stran vsak teden in mi je bilo ful zanimivo videti, kako v bistvu izgleda ta poklic, kako on to naredi, kako pride do te naslovnice, vidiš ta njegov proces in v glavnem to mi je bilo ful zanimivo in to mi je recimo takrat bilo všeč, jaz sem hotel tako delati na tak način. Ne vem, če veste, kaj delam, veste, da danes ni nič podobnega temu ne delam. No, ta avtor je v tistem času, ko sem jaz ga spoznal, zelo hitro nehal tudi z ilustracijo, pa se posvetil slikarstvu, kar so bili v bistvu tudi neke moje reference takrat, ker sem se vrgel toliko v to študijsko tehnično risanje po temu, kar vidim, po naravi. In meni mi je bil super, ker je bilo hkrati dosti realistično, ampak obenem tudi zelo na hitro, brez naporov narisan, z zelo malo potezami je bilo zelo jasno, kaj vidiš. In tudi všeč mi je bilo mogoče to, da ni bilo toliko dodelan, da je mogoče pustil gledalcu, da si sam dopolni tiste dele slike, ki so zamazani, ampak ki niso toliko natančno zrisani. No in pa v glavnem, potem sem jaz še nekaj probal eksperimentirati na tak način. In potem pridem na akademijo, ful sem bil vesel. In na akademiji takrat programi, jaz sem bil prva generacija, se pravi prvi magisterij, bolonjski program na smeri ilustracija. In program takrat še ni bil toliko dodelan, kakor je danes. In recimo to je bila ena naloga, ki smo jo delali, se načeloma super naloga. Čekajte sem, da vidim, kje sem. Ampak jaz sem nekako upal, da bomo mi se začeli že ukvarjati s tem, kako dobiti nek koncept, kako se s to besedilom oziroma s to vsebino, ki jo dobiš, potem znaš spopadati z njo, pa jo predstaviti, pa izboljšati s svojim vizualnim komentarjem. Ampak to je prišlo veliko kasneje, potem v resnici pa v našem primeru šele na magisteriju. No, to so ena dela takrat, ko sem jih delal, ki mogoče niso toliko značilna za to, kar danes delam, ampak mislim, da je neko vzdušje, čeprav takrat sem imel premalo del, da bi lahko dal to skupaj pa videl, da je tle neka rdeča nit. In recimo to je bila ena risba iz moje skicirke, s katero sem bil zadovoljen, pa sem bil tako izbirati, da tako izgledajo te stvari, ki jih jaz delam. Ampak, no, in to sem tudi skušal, takrat je bila tudi, se je vzniknil ponovno študentski časopis Tribuna, ki je nekoč že obratoval, pa potem zamrl, no, v glavnem. In takratni likovni urednik Aljaž Vindiš me je povabil, da bi jaz tudi ilustriral. In ful sem si k srcu vzel to priložnost. Hotel sem se izkazati in za njega, da mi je zaupal, in zase, da bom jaz zadovoljen. In v glavnem zelo je bilo stresno, no, ker jaz nisem imel nobenih izkušenj s tem, dobil sem besedilo, kako zdaj iz tega izluščati bistvo, pa ga predstaviti. Poleg tega so bili te teksti zelo naporni za razumeti pa brati.
Poleg tega so bile tudi, recimo, no to je bila recimo prva ilustracija na tribuni, pardon za slabo fotko, to je bil A3 list, kar je, meni se zdi še danes ful velik format za neki obvladati in tudi zapomniti, da je zanimiv, tako da v glavnem težko mi je bilo, no, in kadar vsakič, ko sem v prvem letniku uspel nekaj narediti za tribuno, nikoli nisem bil zares zadovoljen s tem, recimo, zdaj vam lahko povem, da vem, kaj se mi zdi, da ne deluje, ne, čeprav se ni toliko slabo, ampak jaz sem hotel, da je bolj podobno tisti skici, ki sem jim prej pokazal, no, da je bolj sproščen, tle se mi je zdelo, da se v bistvu vidi, ampak da ni toliko jasno predstavljen, da je kao narisan realistično, ampak v resnici zelo okorno in počasi skozi sem se začel spraševati, če mogoče to, kar je meni se zdelo, da mi je dobro, pa da bi rad delal, če je to sploh v redu. Ampak v glavnem, hočem povedati, da sem se počutil zelo samo temu in medtem pa smo na faksu še vedno risali neke nagačene živali, pa predtem pač portrete, kar mi ni veliko pomagalo, ampak vse to v bistvu moraš znati, tako da nič hudega. Edino škoda mi je bilo, da so bile naloge si med predmetom ilustracija pa risanje in slikanje toliko podobne, kakor da niso vedeli, kaj zares počnemo tudi pri drugih predmetih. No, ampak neka taka večja prelomnica je bila pa potem ta prva naloga v drugem letniku, kjer smo mogli narediti koledar. In šlo je kao za frizerja, za nek frizerski salon. Takrat je bil naš mentor Tomato Košir in jaz sem sploh ne razumem, ne spomnim se, kako je prišlo do tega, ampak jaz sem imel neko idejo in on je potem to mojo idejo razvil v nekaj dosti boljšega, da boš ti naredil te znake po horoskopu v obliki frizur. In jaz sem te prve 3 risbe se mi je zdelo, da sem naredil super, sploh zdaj se mi je fajn ta vodnar, da sem ga naredil ful dobro. Potem pa naslednjih 8 oziroma 9 pa ful sem se matral, ful časa sem vložil noter, ampak tako, kvaliteta je nihala, pri enih se niti ni dobro razumeli, kaj sploh je, recimo, tle sploh ne vidiš, da je to kao škorpion. Kontrasti premočni nekje slabo, no, ampak čeprav sem se zavedal vseh teh težav, nekako nisem vedel, kako bi to popravil, če sem bil zakrčen. Sploh nisem razumel, kako to, da če sem to dosti hitro zlahka narisal, zakaj zdaj se tle toliko matram. In potem pa sem bil tako, to je čisto slabo, jaz moram čisto novo razmisliti, kaj delam. Mogoče ta estetika sploh ni zame in mogel sem, in tudi hotel sem najti nek čisto nov kanon. In takrat, Tumblr je bil neka dosti nova stvar takrat in jaz sem tako vsak dan ure in ure porabil za to, da sem scrollal po internetu pa iskal neke reference, ki so mi všeč, ki so mi dobre, nekaj, kar se bi tudi mogoče na način, ki se meni zdi zanimiv, da bi tudi jaz rad delal, predvsem pa tudi nisem sploh imel zares prej toliko znanja, kaj se dogaja na tem področju ilustracije po svetu. Ne vem, recimo v Sloveniji je takrat sicer ni bilo tako, ampak danes se mi zdi, da je predvsem trg močen za knjižno ilustracijo pa za otroško ilustracijo, vsaj kar pride do mene, no. Medtem ko to, kar je za odrasle, kar je mogoče tudi mene bolj zanimalo, tega nisem toliko videl niti poznal, tako da mi je bilo to potem v bistvu ful zanimivo, ful me je potegnilo v to raziskovanje in sem videl, da je v bistvu ful različnih načinov, kako se lahko lotiš ilustriranja in mi je bilo tako,
Jaz sem bil čisto zaprt v eni tej fantazijski ilustraciji, kot da bi delal nek koncept art za igrice. Kar ni slabo, samo hočem reči, to je vse, kar sem v bistvu zgledal takrat zares poznal. Poleg nekih slikarjev. Ne nujno samo, da sem to poznal, ampak samo to me je zares zanimalo. Pa jaz sem, vse ste videli, vse sem delal analogno, takrat zato, ker nisem zares niti znal teh programov uporabljati. Tudi nisem vedel, da rabim znati te programe uporabljati. Tudi v bistvu malo sem imel odpor do te digitalne risbe, zdaj se mi je, da to je tako malo golfanje. Ni mi bilo tudi zares všeč, kar sem videl pred tem, kar je bilo narejeno na računalniku, tako da jaz sem bil zelo tako, jaz bom delal analogno. Dokaj nisem, se pravim, zdaj začel raziskovati na tej točki. In potem na tribuni me niso več klicali in jim ne zameram. Meni je bilo, se pravim, ful težko. Vsakič, ko sem dobil mail, da je nekaj delal za tribuno, sem ratal čist živčen, tako trebuh me je začel boleti. Bil sem totalna živčna razvalina. Ampak bil je pa en študentski časopis Katedra na Štajerskem v Mariboru in jaz nikoli nisem te revije držal v roki, niti nisem poznal, niti prej, niti pol, tako da je bil nek ta pritisk, da ne bi se osramotil, recimo. Mi je padel iz srca, ker sem bil tako, jaz ne bom videl, noben v mojem krogu tega ne bo videl, tako da sem si dovolil eksperimentirati. In recimo prva ilustracija, pa ta zanimiv urednik je bil tako, meni je predvsem važno, da nekaj poveš, ni mi toliko važno, kako to izgleda. Tako da super, tudi nikoli niso rekli, daj še to popravi ali pa to ni dosti dobro, vedno so sam, kar so dobili, so objavili, tako da to je bilo zelo osvobojujoče. Da sem si jaz tudi dovolil, da lahko naredim tudi mogoče nekaj ne toliko dobrega, pa pač sem probal. Tako da to je bila moja šola, recimo to je bila prva ilustracija, ki je še malo podobna temu, kar ste prej videli. Ampak tukaj se mi zdi, da sem vsaj skušal malo boljš predstaviti to idejo, da karkoli že ta ideja bila. In potem malo sem začel že uporabljati računalnik za barvanje. To je recimo uredniku bilo super, ker sem mu zdaj, da končno razumem, kaj si hotel povedati. To je ena ilustracija, ki sem jo naredil popolnoma v računalniku. Mislim, da je celo prva. Hecam. Tako, se probam biti čim hitreje čez to, ampak v glavnem, potem smo imeli eno nalogo v glavnem, kakor vidite, to je bilo eno obdobje, to je bilo recimo čez druga polovica drugega letnika, kjer sem jaz potem probal se malo seznaniti s temi programi, pa da nisem čist v totalnem krču, kadarkoli se moram lotiti nekaj narediti na računalniku. In veliko sem se naučil, ampak niti približno mi ni bilo všeč to, kar se dogaja. To, kar sem naredil, se mi ni zdelo ful dobro. In ta naloga je bila pa končno prva naloga na predmetu ilustracija, ki je bila lahko konceptualna, če si želel, lahko si pač sam narisal številke. Jaz sem se odločil, da bi skušal narisati te številke tako, kakor da se izrišejo številke, ampak v resnici pa je to nekaj drugega. In hotel sem tudi dokazati samo sebi, naredil sem že takrat neko serijo, vedel sem, kaj moram zdaj paziti, da v glavnem, da si dokažem, da sem sposoben, da znam, da sem se nekaj naučil. Ker jaz sem skozi smel, se ne vem, mogoče imate vsi, verjetno, lahko tudi da ne, ampak jaz sem skozi dvomil v svoje sposobnosti, a sem dosti dober, a bo sploh na eni točki prišlo to do nečesa uporabnega ali pa da bom tudi jaz zadovoljen s tem.
In to je bil potem končen rezultat, ki se mi ni zdel slab, nisem bil pa tudi ful ponosen, no, ampak vsaj ratalo mi je recimo, da izgleda to kot neka serija. Pol čez čas, kakšno leto kasneje sem hotel to probati še na nek drugačen način, ampak nisem nikoli končal. No. No in potem spet, v tem času pa Nejc, moj sošolc, Nejc Prah, mogoče vas tudi on uči, na grafičnem oblikovanju, likovni urednik Tribune in on mi je takrat povabil, določeni starejši kolegi, ki niso bili več na akademiji, so nehali prispevati za časopis, tako da Nejc je mogel najti nove ljudi in mi, da ko so bila sošolca, glavno me je povabil, vedel je, kaj delam. In bilo je še par različnih del, pred tem, ki vam jih zdaj nisem pokazal, ampak tle se je recimo začel potem končno odpirati za ves ta trud za nazaj, da postajam malo bolj suveren, da me malo bolj zanima, malo bolj suveren in da tudi malo bolj končno začnem uživati v svojem delu. In zdi se mi, da se tudi ne nujno sam učim, ampak da tudi raziskujem. In počutil sem se malo tako, kakor takrat, preden sem se odločil, da grem na akademijo, kjer mi je bilo ful veselje risati sam zase, pa nekaj čičkati, pa slikati. Ker takrat, ko sem potem končno prišel na akademijo, prvi 2 leti sem bil zelo nezadovoljen, no. Zelo, mogoče sem prehitro pričakoval nek napredek in nisem razumel, da to pač traja nek čas mora miniti, da se stvari usedejo in bil sem zelo neočakan in mislil sem, da v bistvu drugi niso imeli teh težav, pa verjetno so jih imeli. Saj ne vem, zdaj lahko govorim samo iz svojih izkušenj, ampak mislim, da je to čisto normalna pot. Tako malo bolj sem tudi, mogoče se zgleda, to so te skice malo bolj vehementne, malo bolj kaj je ta beseda? To recimo je bilo eno delo, prvo tako delo, kjer se mi je zdelo, da sem pogruntil nek način, recimo jaz sem porabil 2 tedna za to, pa delal sem tako ne malo, ampak vsak dan, cel dan. Ampak tle se mi je zdelo, da mogoče sem pogruntil nek svoj način, nek svoj stil. Tle se še vedno, na tej točki sem še vedno ful tako mrzlično iskal nek svoj izraz, ampak skozi to, da probavam veliko različnih tehnik pa načinov izražanja. Ampak bolj to, kakor da bi hotel sem se odločiti, zdaj, to mi je bilo dobro in samo tako bom delal, nisem si mogel pomagati. Vsakič sem hotel probati nekaj drugega. In to je bil tudi čas, to, kar se zdaj videl, to je bil čas, kjer nisem veliko hodil na akademijo, veliko sem v bistvu šprical, pa delal za Tribuno, delal zase, ampak saj sem delal, no, nisem pa toliko veliko hodil na faks. No in za risanje in slikanje, to je, takrat je še imel to Erič, smo imeli nalogo v 3. letniku, da lahko naredimo v bistvu kar hočemo, ne. Lahko slikaš kar hočeš. Kar se mi je zdelo grozljiv, ker ne vem, kakšna je bila vaša izkušnja, ampak tako najprej, tako na začetku, ne, rišeš sam zase, ful se imaš dober, ful se zabavaš, všeč ti je to, kar delaš in se odločiš, to bi jaz rad študiral. In potem prideš na študij in skozi dobivaš neke naloge, kjer si zelo omejen v tem, kaj v bistvu bomo zdaj počeli. Vsaj mi smo bili tako, nisi imel ful veliko prostih
rok, da bi, ali pa niso ti pustili toliko proste poti, da lahko se spomniš pa delaš, kar hočeš. Ampak so bile te naloge velikokrat zelo definirane. Razen z izjemo recimo tisti koledar pa te inicialke, kar ste prej videli. No in potem, se naučimo risati, naučimo se tudi risati po modelu pa to in pol zdaj po 3 letih nam pa reče, zdaj pa probi ugotoviti, kaj ti paše, kaj rad delaš, kateri motivi so ti dobri, kaj hočeš slikati, kako hočeš slikati. In se mi je zdelo ful težko spet, da zdaj moram jaz ugotoviti kot nek slikar, ne da dobim mogoče neko vsebino, na katero se lahko naslovim, ampak jaz si moram zdaj spomniti, kaj bi sploh jaz rad delal. Ampak mogoče tega nisem povedal, jaz sem v bistvu na začetku, ko sem se odločil, kaj bi rad študiral, veliko razmišljal tudi o tem, da bi šel mogoče študirati slikarstvo, ampak sem bil preveč, nisem bil dovolj pogumen, ker bal sem se, kako zares lahko slikarji živijo od slik in potem sem se odločil nekako za ilustracijo. Ampak tudi zato, ker se to me tudi zanima. No, glavno. In potem, to slikanje, itak, nekaj sem si zamislil, vem, kaj bom naredil. In potem začnem slikati, recimo, to sem hotel reči, to je bila recimo skica za eno večjo sliko. Imel sem že to platno, ta skica je bila recimo toliko velika. In pa začnem delati to sliko na večjem formatu in to sploh ne deluje. Recimo en del imam že slikan, ki se mi zdi, da izgleda dosti dobro, pa druga polovica sploh ne morem. Čeprav sem imel recimo to skico, pa sem bil, se je bilo jasno, kaj bom narisal, pač na tem velikem formatu ni izgledalo. Ni izgledalo dobro in tako. Še eno to obdobje, še eno 3-mesečno obdobje tega slikanja vsak dan, raziskovanja, probavanja. Veliko časa sem se ukvarjal samo z enim platnom, dokler nisem tisto platno pač popolnoma opustil in začel slikati na papir, ker se mi je zdaj tako, papirja imam veliko, lahko pač probam, pa če ne bo dobro, bom vrgel stran. In potem so se mi končno začeli tudi skozi to, ko sem raziskal, kaj bi sploh v bistvu rad na sliku, ko sem veliko googlil nekih fotografij, ugotovil, da približno, da v bistvu jaz bi rad delal nekaj prijetnega, nekaj preprostega, mogoče rastline, rože, so mi bile zelo pri srcu zarisati nekaj v glavnem prijetnega. In ta slika je bila, to je recimo bilo narejen ful hiter in jaz sem se takrat ful sprašal, če sem to zdaj naredil ful hiter, je to sploh dobro. In enako ta slika, ko ne vem, mogoče boste pol videli, mogoče že veste, mogoče če ne boste pa pol videli, da je bila to referenca za eno drugo moje delo. In ja. Tako, meni je bilo všeč, nisem pa vedel, če je to hitro narejen, a to pomeni, da je dobro, ali je to pač samo neka skica na ful velik format narisana. No, kakorkoli, kakor sem rekel, to je bilo v 3. letniku in jaz sem tudi se mogel odločiti, kaj bom naredil za diplomo. In, čakajte, kam pa, vse v redu. In imel sem neke ideje, ampak ničesar nisem zares razvil naprej. Potem pa je Nejc rekel, mi imamo eno idejo na tribuni, da bi naredili eno celo številko pravljico, pa mogoče, če bi tebe to zanimalo, da bi ti to ilustriral in jaz sem bil tako, itak super. Tle imam zdaj končno en projekt za diplomo in tle se mi je zdaj tako, zdaj pa res. Zdaj pa bom naredil nek projekt, s katerim bom mogoče si ga lahko dal v portfolio, mogoče mi bo pomagal, da bom dobil delo izven študija, ker zavedel sem se, da kmalu bom v bistvu mogel nehati študirati in si eventualno poiskati naročnike. Čeprav vmes je še magisterij, ampak se veste, magisterij traja samo 1 leto pa pol. In jaz sem se, takrat, ko sem raziskal, kakšen način, kakšno tehniko bi uporabil za to
posebno izdajo Tribune, sem naletel na enega avtorja, ki je delal z barvicami, tako zelo vehementno, ful je hitro narisal in zdaj se mi je tako, ok, super, to je dobro, lahko je tako tudi ne toliko natančno narisan, ker to so, mislim, Tribuna je ful velik format, to sta 2 A3 lista, tako da mora biti tako narejen, da se lahko to končamo v enem mesecu. Ampak v resnici sem na koncu delal 6 mesecev. Ampak, in kar me je ful presenetilo in tudi, ja, no, vse veste, verjetno, ko ste delali diplomo, ali pa če še niste, pač vse traja ful več, kot misliš in potem je tako ta maraton tega, da nekaj delaš še toliko dolg, je tako ful izčrpujoč, ampak pač treba iztisniti, no. Tako da, kljub temu, da sem si izbral neko tako tehniko, to je bila ena skica, ki sem jaz naredil, pa to je bila še ta druga, ki je potem kasneje, ampak dosti istem času potem bila ideja tudi za te smučarje, ki so jih narisali na 100x70 format, kar je veliko let kasneje potem režiser Matjaž Ivanišin videl to risbo in je rekel, jaz bi rad, da mi ti narediš plakat za film in no, to je bil potem plakat za film. To sem zdaj vštulil noter zato, ker mogoče je bilo zdaj vse ful skizofreno, ne, ful enih različnih stvari, pa da vas vsaj malo, da malo dam za eno rdečo nit, da v bistvu je iz skoraj vsake neke eksperimentacije moje, čez nekaj let se to nadaljevalo v neko tehniko, v nek stil, no. Tako da, ne, tukaj sem hotel nakazati, da se ne, potem se je to samo od sebe zgodilo in tako se je to zgodilo glavno. Moja diploma. In jaz sem vmes med tem, ko sem delal diplomo, tudi hodil še na faks, mogel sem še ene predmete dokončati in to so bile še ene naloge, ki sem jih istem obdobju, kakor sem delal to pravljico, no, glavno, sem delal še te naloge. In ja. Recimo to je pa delo, ki je bilo inspirirano iz tega dela, ki sem ga delal recimo 1 leto prej kot slika in to je drugače grafika, ki je bila narejena za eno razstavo, ki jo je takrat organizirala Piera Ravnikar, ki se imenuje Limited Editions in to je bil recimo nek tak priložnost, da lahko jaz naredim nekaj karkoli, ne, ker, ok, mogoče sem pozabil prej povedati, to so vsem bile naloge, ki nam je dal profesor nalogo, ok, bomo naredili kao plakat za obeležje 100 let tega fotografskega aparata Leica oziroma tega podjetja, potem to je bil plakat za eno gledališče, za eno gledališko predstavo Caligula, to je bil plakat za nek festival, ki je trajal noč in dan in tako zlahka se potem nasloniš na neko vsebino, ne, če je ok, noč in dan, to je neka sova, ki je tudi po noč po koncu, pa čez dan po koncu. Tukaj pa, kjer je čisto odprto, je bilo pa dosti težje potem mi se spomniti, kaj bi v bistvu rad naslikal, no. Zato sem potem sam izkoristil nek motiv, ki mi je že bil ful pri srcu, ampak sem ga sam ponovno narisal na nek drugačen način, mogoče malo tudi podoben temu, kar sem naredil za diplomo. In potem sem nadaljeval, malo sem še eksperimentiral, malo bolj take, ne vem, razpoloženjske ilustracije. In zdaj smo na magisteriju in tukaj sem se odločil tako, ok, mogoče ta svinčnik pa te barvice, mogoče je to ta moj stil, mogoče moram tako začeti delati, mogoče je zdaj čas, da se odločam za nekaj in se zares vržem na to, no. In ja,
Ampak ne, nisem si mogel pomagati. Druga naloga, druga tehnika. Probati nekaj čist drugače, kakor ful hecam. In recimo iz te naloge in vseh teh perorisb se je potem, hmalo zatem, recimo sem razvila tudi, mislim, ne da ta tehnika, ampak tehnika te ilustracije je bila inspirirana strani pač te naloge, ki smo jo delali na akademiji. In v tem času sem imel to veliko srečo, da sem dobil na Bienalu ilustracije plaketo Hinka Smrekarja za svojo diplomo, kar mi je odprlo vrata v to, da je sicer, da je več ljudi videlo moje delo, ampak mogoče bolj to, kakor da so videli moje delo, se mi zdi, da sem jaz dobil neko potrditev, da to, kar delam, je dobro in tudi mogoče tudi te naročniki, ta projekt, ki vam ga bom zdaj naslednjem pokazal, da so tudi oni dobili neko potrditev, da zgleda je, ne vem, dosti, ne vem, resen ali pa dober, pa mogoče mu bomo zaupali tudi ta projekt. In to je projekt, ki me je Lutkovno gledališče povabilo, da likovno opremam to njihovo hodnik, ki so ga takrat prenavljali, oziroma vhodno avlo. In jaz sem takrat potem razmišljal, arhitekti so že imeli določen, da bo siva barva in da bi radi, v glavnem naloga je bila, da jaz nekaj naslikam na stenah. In hotel sem narediti nekaj, ki jih relativno preprosto za naslikati, ampak tudi, da ima nek ta čar tega, da zgleda, kakor da je narisan brez napora, da je igrivo, in hkrati tudi domišljijsko. In ko sem raziskoval neke dobre primere, dobre prakse teh takih podobnih stvari, sem naletel na tega avtorja Saul Steinberg. In to se mi je zdelo super, bil sem tako, to je to, ne. Ena preprosta črtna risba, pa narišem neke karakterje na steno. In to je bil potem ta projekt. Oni so bili ful zadovoljni s to skico, ki so jo videli, in imeli smo vmes še neke druge ideje, ki so bile v resnici slabe, tudi sploh ne vem, kako bi to lahko realizirali, ampak to jim je bilo super. In tako izgleda potem končan projekt. Ampak pri tem projektu, recimo, se mi zdi, da je bilo prvič, da se mi je zgodilo, da sem se nečesa, recimo nisem še nikoli likovno opremljal nekih prostorov. In tle se mi je zdelo, da se mi je prvič zgodilo, da sem, se pravi, prvič nekaj počel, pa vsem bil zadovoljen s svojim rezultatom. In tako da na tej točki sem postajal bolj samozavesten, bil sem tako, očitno končno zdaj, ves trud je bil poplačan. To je bilo leta 2015, se pravi, to je zdaj že 6 let po tem, ko sem začel na akademiji. In vsem pa mogoče vidite, da ni toliko zares podoben temu, kar sem prej počel. Še vedno sem eksperimentiral pa iskal, ampak na tej točki se je pa začelo dogajati to, da nisem sploh več se toliko obremenjeval s tem, kaj je zdaj moj stil, ampak sem sam pustil, da za vsak projekt naredim nekaj, kar se je meni zdelo, da je za tisti projekt, dotičen projekt, najboljši. In v bistvu še danes sledim tej maniri, ampak se pa zdaj dogaja, da so naročniki tisti, ki v bistvu hočejo, nekaj so videli in hočejo, da jim to pa ustvariš. Tako da ful zanimiv, ful ironično. Najprej sem jaz ful želel razviti nek svoj izraz in samo tako delati, zdaj se je pa zgodilo to in to se je na tej točki začelo dogajati in še danes je tako, da bi jaz rad za vsak projekt probal nekaj novega, nekaj se spomnil. Ampak v bistvu so naročniki tisti,
hočejo imeti to, kar že poznajo. Ampak, ne. Potem drug projekt, ki se je isto poletje nadaljeval, je bil ta knjiga Toneta Pavčka, Dom in rodu. V tistem času sem jaz sicer dosti uporabljal vodenke, ampak zelo malo, od te knjige naprej pa sem popolnoma nehal to uporabljati. Ne bom rekel, da je ta knjiga bila kriva, ampak zgodilo se je nekaj drugega, se bom prišel do tja. Potem na faksu, to je bil zadnji semester magisterija v drugem letniku. Roman Ražman je bil takrat naš asistent, ki nas je spodbujal, da probavamo veliko različnih tehnik in jaz sem bil tako, daj bom probal malo kolaž, ne vem, še malo kolaž. Lutkovno gledališče je potem eno leto kasneje rekel, da so bili tako zadovoljni s tem projektom prenove, da če bi jim naredil ilustracije za novo sezono. In jaz sem v bistvu hotel tukaj uporabljati vodenke, ampak je bila ideja agencije, to je bila Futura, ki je v bistvu vodila to grafično oblikovanje pa te sezone. So se spomnili, da bi imeli na knjižicah nek tak ustni podoben papir in da bi te ilustracije bile samo z eno barvo vtisnjene noter in zaradi tega sem bil prisiljen, da se ne morem igrati z nekimi gradienti, ampak je lahko samo polna barva ali pa ni barve. Oziroma, pol sem celo izsilil, da vsaj 2 barvi imaš lahko. Na koncu sicer ni uporabljal tega papirja in te zvezki niso bili natisnjeni tako kot ideja je bila, da bi bil to kot nek potni list, ampak kljub temu smo pač pustili te ilustracije tako, kot je in meni se je zdelo ful zanimivo, ker jaz sem bil tako, kako bomo to, če jaz ne moram nič barvati, če lahko sam risba, to bo čisto dolgo časa, ampak v resnici se mi je zdelo pol, da je bila ta njihova ideja super in tlej sem tudi videl skozi ta projekt, da ni treba vedno ful komplicirati. Lahko so stvari čisto preproste, pa tudi zelo dobro delujejo. In to je bil še drug projekt, to je bil plakat za eno Ment razstavo. Ment, se verjetno veste, Ment je ta festival indie glasbenikov. In vsako leto organizirajo razstavo, kjer povabijo avtorje, da naredijo plakat za enega od teh avtorjev in potem te plakate razstavijo. Jaz sem dobil band žen, ki se je oklical za nek feminističen band, 4 punce so igrale, oziroma še igrajo v tej skupini in jaz sem se odločil, da bom narisal 4 mačke. In to je bila neka hitra skica, ki sem jo naredil, mislil sem še to ful dodelati in poslal sem mojemu kolegu Danu, da me zanimalo, kaj si on misli, a se mu zdi to dosti dobro. In Dan je bil ful navdušen, bil tako, to je super, to si ful dobro naredil in sem bil tako, hudo, jaz sem mislil to še ful zboljšati. Mislil sem narisati še enkrat in Dan je čisto vam padel, bil tako, kaj si mislil zboljšati, to je končan, to je čisto hudo, pa sem bil tako, ampak ti misliš, da je hudo, ampak jaz bom to še ful boljše naredil. Ampak Dan je vztrajal, zelo je bil prepričljiv, tako skoraj me je nadrl, da pač sem nor, če ne bom pač tega poslal. In pa me je prepričal, kljub temu, da jaz sploh nisem verjel v to, še danes se mi v bistvu zdi tako, da verjetno bi lahko to boljše naredil. Sem vsem poslal to na razstavo in ta plakat je bil razprodan, tako da pa sem jaz tudi, še ena potrditev je bila, v tem smislu, da ni treba komplicirati, lahko vse ene stvari ful hitro narejene, pa je dobro, ne. In to je spet ful ironično kontra temu, kar sem v bistvu jaz si želel, da bi delal, ne, da bi delal tako sproščen, nekaj bi načečkal, pa bi izgledal skoraj čisto za nič, oziroma načečkan, ampak po drugi strani pa si nisem čisto pustil. Ali pa sem bil preveč strog do svojih stvari, vedno sem mislil, da je treba ful jih dodelovati. In hmalo po temu je bil še en projekt,
kjer sem bil povabljen, da naredim eno grafiko za neki obletnici Jožeta Plečnika v Plečnikovi hiši in lahko smo naredili karkoli, samo je bil nek motiv povezan z Jožetom Plečnikom in jaz sem ful raziskal njega in pa sem najdel to zgodbo, da on ful rad hodil na sprehode in pa sem imel dve ideje, ali da ga bom narisal v obliki stola, ker vem, da Plečnikovi stoli so zelo neka stvar. On je ful rad risal stole, v glavnem. Poleg tega, da je rad hodil na sprehode, kar neki. Hotel sem povedati, da medtem, ko sem razmišljal, kaj bom naredil, sem kar nekaj čačkal. Ne? In to je bila neka taka zelo majhna čačka Jožeta Plečnika, ker sem bil tako, ful hecen in sem fotkal in sem dal na Instagram. Sem bil tako, kar nekaj. Zdaj moram naprej razmišljati, kaj zares bom naredil. In hvala Bogu sem delal dovolj časa vnaprej, da sem po tretji dan, ko sem še imel ful enih različnih idej, ugotovil, da v bistvu je ta ful mini risba super, da to v bistvu je to, kar bi jaz mogel poslati na razstavo. In počas tle se zdaj začel dogajati, da sem kako bi se to rekel po slovensko, practice what you preach, pač, da sem delal to, kar sem si v bistvu nekako želel, da je bila moja mantra, da deli ful sproščeno pa vehementno, ampak da si nisem pustil, tle sem zdaj počas si dovolil. No. In tudi dobival neko potrditev, da vse se dobre stvari zgodijo, moraš si pač sam dovoliti. In recimo to je nek projekt, ki ne zgleda podoben, ampak je pa ta podobna mindset tega, kako nekaj delati. Zdaj malo skačem v prihodnost, ampak hočem vam samo pokazati, da kako se je pol počasi iz tega razvil neke ilustracije in potem recimo nek stil in to je recimo ilustracija za Center Rock. Čakaj. Ki so bile potem tudi animirane in so kot del identitete Center Rock letos so dobile glavno nagrado na Brunu. No in v tem času, zdaj sem malo skačil naprej, ne? Ampak v tem času Nejc, moj kolega, je delal v Ameriki pač on je študiral tam, ne vem, verjetno ne veste, potem je po študiju, ker je še imel vizo, si dobil službo kot likovni urednik na reviji Bloomberg Business Week. Ta revija je bila ful, zdaj ni več, mislim, še vedno obstaja ta revija, ampak zdaj ni več toliko odštekana, stvari so bile dostikrat tako nore, drzne, ful, včasih celo grde, zelo našponene, no, in tudi ilustracije. Recimo, če vidite tega konja, čisto groteskno. No in Nejc me pokliče in tako, jaz zdaj lahko naročam ilustratorje, pa daj boš ti nekaj narisal za Bloomberg Business Week in sem bil tako, hodov. In to je bila prva ilustracija, ki sem se potrudil nekaj. Oni so mi v bistvu napol povedali, kaj hočejo, da je narisan in potem sem narisal ta dva človečka, ki nekaj bereta. Potem me pa čez kakšen mesec ali dva spet povabil, da še nekaj ponovno narišem za Business Week in hočem vam povedati, recimo to je narisan s svinčnikom in potem pobarvan. Ampak jaz sem takrat vedno v bistvu, nikoli se ni samo začel in končal na računalniku, vedno se je začelo vse na papirju in potem sem to prenesel v računalnik. In zato, ker sem hotel, da stvari izgledajo zelo analogno, no. Vsaj približno, kolikor se da. In ful hecen, to je bilo tudi podobno v času, ko sem jih takrat delal ta plakat Playing Man, ki sem ga prej pokazal, ki je bil narejen z barvicami. No in oni, ki me je ta drugič poklical, je bil tako, sem rekel, jaz super, dej bom naredil pa tokrat nekaj z barvicami. Je bil tako, dej ne narediti nekaj z barvicami, dej mogoče sploh ne narisati tako, kar nekaj, kar ti delaš, dej probi narediti tako, malo pogledaj, kakšne so ilustracije v tej reviji, pa se probi malo približati. Ne. Ni hotel povedati, valjda, da so stvari, ki jih jaz delam za nič, ampak da ne pašejo v ta kontekst.
In on je vseeno hotel mi dati priložnost, da delam za to revijo, ampak da pač moram nekako prilagoditi svoje delo, da pa še v ta njihov kanon. In ful hecen, ker se sem vam rekel, ne, bil sem tako končno zadovoljen s tem svojim delom, svojim portfolijem, stvari, ki sem jih počel, se mi je zdaj, da so dosti dobre. In pa sem bil tako pismo, zdaj mi je en moj ful dober prijatelj prav, da ponovno se izum sam za ta specifičen projekt, ki jaz hočem, da ga narediš. Mislim projekt, no, pač to naročilo. Ampak, ok, se mi je bilo zanimivo, no, tako da pa sem se ful vrgel v ta, ful sem študiral, kako oni delajo in pa sem probal to prilagoditi nekako na svoj način. To je drugače vseeno dosta analogno narejen, to je kolaž, zato sem vam tudi prej kazal te stvari, ki sem jih delal na faksu z papirjem, ampak zelo različne stvari, no. Recimo pri tej nalogi pri tej ilustraciji sem, ne vem, verjetno ne boste ugotovili, no, ker itak ni tako dober zaslon, ampak to je drugače, skulptura od, pozabil sem, komu ime, od Aleksandrija Kaldarja. In to je v resnici narejen iz papirja, samo ne, da sem jaz naredil 3D model pa ga pofotkal, ampak to so različne dele iz kolaža sem izrezal in potem pa skeniral in dal v računalniku skupaj. Ampak v bistvu niti, ko je bilo stiskan, niti na računalniku se ni videl, da sem jaz rezal ta papir pa ga lepil in na tej točki sem bil tako, zakaj jaz sploh to delam. Ful časa mi vzame, da režem, da delam analogno, na koncu pa efekt sploh ni, kakor da bi bilo to narejen z nekim materialom. Izgleda čisto totalno digitalno. Tako da, tle sem bil tako, ok, konc s temi analognimi stvarmi. Edina stvar, ki sem še od tle naprej delal na roke, je bilo, če sem na svinčnik kaj narisal. Ja. Še malo kolaž. Ok, no se zdaj pa pa da mogoče, da še vam probam pokazati, kako stvari pridejo same od sebe. Recimo, to sem delal na eno od strani, ki sem jo delal za knjigo Domu in rodu in potem je iz teh nekih šravfur sem dobil idejo, da bi lahko naredil tega psa, ki bi bil mogoče ne čist narisan, ampak ne, samo kao izpostavil bi te hrtove kodre in potem to je bilo neko delo, ki je bilo tudi inspirirano iz prejšnjega dela in potem to in ja. Potem pa še zadnja v tem prvem delu, ko vam bom pokazal, kako se je razvila ena tehnika. Saj sem vam rekel, ne, na tej točki nisem bil tako, ok, zdaj moram najti nek svoj izraz, tle sem bil tako, ok, good je, jaz delam vsakič kar nekaj drugega in meni good s tem, bil sem pomeren s tem. Jan Rozman je delal eno predstavo, kjer je imel na odru, kakor vidite, različne predmete, s katerimi je kot nek performance imel nek odnos z njimi in to je bila neka prva skica za ta plakat. Pač to je bila samo skica, to ni bilo tako bo izgledalo, ampak samo, da smo videli, a je to nek ta pravi motiv. In v tem času, jaz sem drugače velik fan slovenskega slikarja Zmaga Jeraja in v tistem času sem tudi prvič naletel na njegove grafike, jaz sem ga bolj poznal po slikah, ampak potem sem pa tudi našel te grafike, ki so se mi zdele super, ful so bile preproste, sčiščene, tako igrive, zelo malo narisan, ampak zelo veliko se dogaja in ta plešoča črta se mi zdelo, da da ful karakterja. No. Čeprav je ta motiv mogoče čist, lahko bi bil komod totalno dolgočasen, se mi zdi, da je zaradi te tehnike zelo zanimiv. In potem sem jaz
to je bila v bistvu moja inspiracija, da okay, v bistvu, jaz imam tudi nek motiv, ker imamo tle neke predmete, ki so sami po sebi niso tako zanimivi, ampak sem potem bil inspiriran, da sem s to plešočo, malo smešno risbo jih narisal in je dal temu plakatu nek čar. In potem mi je bil ta tehnika toliko prijetna, da sem se odločil, ok, mogoče bom probal zdaj vsakič, ko bom delal kaj za Business Week, delati s to tehniko. A tudi zdaj se mi je prijeten medij za to revijo, kjer recimo ta ilustracija, to je bilo, mislim, da sem me poklical ob 10, jaz imam eno idejo, ob polnoči rabim to, ura je bila 10 zvečer in pač nisem imel časa, da bom zdaj ful raziskoval, pač šel sem v studio, pa sam to narisal in to je bilo to, ne, ampak tako da hočem reči, včasih pa v sili razmer, ker nimaš časa, da bi eksperimentiral, potem sem pač sam izkoristil ta izraz, ki sem ga že poznal, pa mi je bil všeč. In se je potem s časom razvil tudi v to, da je bila mogoče črta tanjša. In tle, pa sem zdaj vam hotel povedati, kar vas verjetno zanima, kako prideti kako pozoriti neke naročnike na svoje delo, verjetno vas to najbolj zanima. Zdaj, kakor sem rekel, ni enega magičnega recepta. Jaz mislim, da moraš imeti malo tudi sreče, jaz sem imel malo sreče, tudi je bilo definitivno upletene v to, ampak moja izkušnja je bila taka, jaz sem bil v New Yorku, Nejce jih rekel, jaz se bom zdaj vrnil v Slovenijo in badva z Danom so bila tako, okay, to je zdaj, on je bil 7 let v Ameriki in mi ga niti enkrat niso šla pozdraviti, mislim obiskati in so bila tako, okay, to je zdaj zadnja šansa. In ko sem bil tam, mi je on rekel, da zelo normalno je, da ilustratorji pišejo urednikom, likovnim urednikom, tudi njemu so, v smislu, jaz sem v mestu, lahko se vidimo, pa vam pokažem, kaj delam, kar je bilo meni čuden, ker tako se vam lahko pošljajo mail s parimi slikcami, pa verjetno so ful zaposleni, zakaj bi se zdaj hotel dobiti z mano, ampak toliko so prijazni, toliko se jim da. Tako da, jaz sem že mogoče, ko sem začel, ko sem se odločil, da bi bil ilustrator, so mi bile to neke, ok, ne mogoče nujno tako neke sanje, da jaz bi rad ilustriral za neke te velike mednarodne časopise, ampak mogoče se mi je zdelo, da je to, da če za njih delaš, pa si pa dovolj dober. Tako zdaj, ker govorim na glas, ko sem rabil neko potrditev od nekaj. Pa tako, veliko stvari je že bilo narejenih, ampak nikoli ni dovolj, ne. Na glavnem. In ta želja me nikoli ni popustila, no, in New York Times se mi je zdaj tako, to so vedno, delajo ful dobri ilustratorji za ta časopis, v glavnem. Tako da bil sem tako, ok, bom njim pisal. In najdel sem, mislim, da 51 e-mail naslovov od art direktorjev, itak sem jih zbiral počas, že po temu, ko sem videl, kaj drugi ilustratorji delajo, pa so vedno tegali svoje art direktorje. Tako da sem imel že nek seznam in čakal sem primeren čas, da bo moj portfolio dosti dober, da jim ga pošljem. No in pač ena mi je, v glavnem, pošljem te maile, ena likovna urednica mi je odpisala, da jo zanima in dobili smo se in čez 5 mesecev mi je dala prvo naročilo in to je bilo recimo, to je bilo to prvo naročilo, no. In čeprav tle je ful tanjša črta, ampak jaz sem v bistvu hotel to narediti, tako kot prejšnje stvari, ki sem vam kazal, ne. Ampak zato, ker je bil ta motiv tak, da je mogel biti ta človeček ful majhen, pač ni bilo mogoče, da bi to tako narisal, tako da sem mogel črto stanjšati. Ampak sem pa potem za naslednjo delo, ki mi je ona dala, izkoristil potem naprej uporabljal ta stil. In od tam naprej je šlo v bistvu dosti samo od sebe. Jaz nisem potem drugim art direktorjem še pisal, ampak zgleda so opazili moje delo in se sami odločili mi pisati. Ampak hočem samo reči, ni vam treba zaradi tega iti na počitnice v New York pa pisati, jaz sem tukaj.
v bistvu lahko samo pošljete mail že zdaj, naredite si en portfolio, pa ga pošljete. Mogoče zdaj, če bi meni to nekdo rekel na vašem mestu, jaz bi si mislil, ja, ampak moje stvari še niso dosti dobre, da bi jim poslal, ker to sem jaz mislil takrat, ne. In v bistvu, če ne bi Nejc rekel, da pač naj saj probam, verjetno ne bi probal, verjetno še danes ne bi probal. Tako da hočem reči, da morate malo bolj, mislim, ne verjeti vase, ker to je tako ful cheesy, nažalost je resno, ampak mogoče, da ne smete zdaj že vi sami sebe cenzurirati, itak vas bojo drugi cenzurirali, no. Pač se vas nič ne stane, če pošljete, se vam pravim, meni je ena odgovorila od 50 likovnih urednikov, ker dostikrat ni sploh to, da ne vidijo, samo nimajo časa odgovoriti, ali pa, ker se mi je zgodilo, da so potem te likovni uredniki, ki sem jim pisal takrat, čez en leto mi pisali, sorry, videl sem mail, pa ti zdaj pišem, ampak sam pisali so mi, pa verjetno so videli ta moj mail, ampak pač niso mogli odgovoriti. No in v glavnem, potem se je ta stil razvil še za eno drugo spletno revijo, ki se imenuje Medium, oziroma Medium je takrat imel več različnih podkategorij in to je bila ena Elemental, ki se je šla o zdravju. In to je potem za Juicy Marbles, pa za Forbes. No, vse. Ok, ja. Ok, to je bil zdaj prvi del, zdaj pa me samo zanima, a ste vi čisto zmatrani, pa gremo kar takoj na drugi del, ali imamo pauzo vmes? Ja, ok, komot, ja. Ok, drugi del. To so 3 projekti, o katerih bom govoril. En je v bistvu, zbral sem to, mislim, se boste videli, no. Različni razlogi so, zakaj sem zbral te projekte in sicer boste videli tudi vlogo naročnika, koliko je, pač nimaš ful prostih rok, velikokrat se oni zelo usmerjajo v to, kaj hočejo, njihova pričakovanja, ampak dostikrat se pa tudi zgodi, da imajo v bistvu prav. Tako da, ok, no, gremo kar s fabulo. Prej sem še nekaj pozabil povedati, ampak se bom zdaj vam to dodal. Ker mogoče ta primer je dober na temo. No, fabula je, ne vem, če veste, to je literarni festival. Vsako leto ta festival izda 6 ali pa 5 knjig, ki so načeloma že neke mednarodne uspešnice in to je potem razlog, da oni pripeljejo te avtorje na pogovor in v sklopu tega še izdajo teh 6 knjig po zelo dostopni ceni. In jaz, ne vem, recimo Eva Mlinar, vem, da ona prebere vse knjige, jaz nisem, jaz v bistvu nikoli ne preberem teh knjig. Jaz se pa zelo potrudim raziskati točno, o čemu gre zgodba, čim več nekih recenzij preberem, tudi na Goodreads, od kogarkoli, tako da mi je približno jasen, ne samo o čem se gre, ampak tudi, kaj je bilo ljudem recimo všeč pri tej knjigi, tako no. In potem izluščam iz tega neko bistvo in razmišljal, okay, kaj bi bili zdaj primerni motivi. V glavnem. To sem zdaj samo dal tako, da je neka slikca, to ni zares treba brati. Ampak jaz sem naredil potem, moj prvi predlog, bom zdaj pokazal, kar sem njim poslal za te naslovnice. Tako, veliko dela gre v to. Sploh, če imaš 6 knjig, za vseh 6 knjig moraš točno vedeti, o čem se gre.
Pol moraš razmišljati o motivih, pol moraš razmišljati tudi, da ta serija deluje kot ena celota, kot ena serija, ne, ni samo 6 knjig, ki delujejo vsaka zase, ampak tudi vedno jih ponavadi skupaj predstavljajo. In gre kar nekaj časa za ta prvi predlog in v glavnem jaz sem jim poslal in to je bila recimo skica za prvo, za drugo, tretjo. Ja. In bila je še 6., ampak v bistvu sem se odločil, da jim bom pokazal, ker mi je bila ta skica dobra, ampak to, kar je potem ratalo, pač ni bilo, mi je toliko všečno za vse. In mislim, uredniki, ali se ne vem, vodstvo, kdorkoli, festivala so bili zelo previdni, kako so to mi sporočili, rekli so, da je fajn, ampak da je preveč mladostno, preveč kričeče, kar so pravilno ugotovili. Jaz sem v bistvu hotel to. Jaz sem poznal ta festival zato, ker je predtem to delal Jure Brglez in še predtem tale Stritar, pa leto pred mano pa Eva Mlinar. In se mi je zdelo, da so bile ilustracije oziroma te naslovnice vedno zelo umirjene in sem hotel narediti tako, da je malo zanimiv, da malo presekamo, da bo zdaj bilo vedno malo umirjeno, pa bomo zdaj naredili malo drugače. Tudi zato, da bi mogoče ljudje bolj opazili zdaj te knjige, no. Pa tudi, da bi mogoče nagovarjali še koga drugega, ampak so v bistvu njihov argument je bil in mogoče v bistvu se še danes strinjamo, da je pač treba biti realen, da je publika, ki jo nagovarjamo, to so ženske med 30 in 60 let in pač to ne paše tej demografski skupini. Tudi če bojo zdaj te naslovnice izgledale tako, to ne pomeni, da bojo zdaj kar eni mladi bralci, kar naenkrat uleteli, tako da kar je verjetno res. No, drug razlog, zakaj sem se odločil za to smer, verjetno ste opazili, da nisem še kaj takega delal. Jaz sem v bistvu hotel dosti tako nekako tudi to zaključek, no. Nekaj minimalnega dela bi še bilo, ampak večinoma bi to izgledalo tako, kakor vidite. Ja, v glavnem, tudi, kaj sem še zdaj hotel povedati, njihova pričakovanja so bila nekaj povsem drugega, ker jaz še nisem kaj takega delal, jih je to tudi presenetilo, valjda, ne. No, v glavnem, saj sem pač razumel, na začetku sem bil sicer zelo žalosten, ker se mi zdi, da je ful močna, dobra serija, ampak valjda sem razumel in v bistvu, kar sem zdaj hotel povedati, to, kar sem prej pozabil, pa je zdaj tudi dober moment. Jaz se vedno trudim delati karkoli že pač počnem, da si naredim, da je tudi meni zanimiv. Mislim, da je to ena zelo dober nasvet, ki vam ga lahko dam. Zato, ker mogoče to, kar sem na prejšnjem delu predavanja govoril, najprej te ful zanima risanje, rišeš, ker ti je to zabavno, pa greš na akademijo, ali pa tudi ne, no, kakorkoli se učiš risati, kar naenkrat postane ne toliko svobodno to, ampak zelo tehnično. In pa prvič, ko delaš neke naloge, ali pa če so celo to že naročila, kjer so jasna navodila, kaj moraš narediti, ni več toliko zabavno, ker zdaj moraš kar enkrat na ukaz narediti nekaj zanimivega, nekaj pomenljivega, nekaj lepega in vzame veliko enega veselja iz tega, ne, ker naenkrat postane samo delo. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da tudi v teh nalogah, ki jih delate na faksu, probate jih nekako obrniti ali pa da sebe probate pretentati, če ne gre drugače, da delate nekaj, kar je v bistvu vam zanimivo, pa prilagodite si to nalogo na tak način, da vas bo naloga pritegnila. In recimo, zakaj to zdaj govorim na tem mestu, jaz sem rekel, ful elana, ful sem bil zadovoljen, potem so rekli, to pač sorry, ne bo šlo čez.
In potem sem mogel to spremeniti in pa sem veliko časa porabil, da sem sploh ugotovil, kako bi zdaj to rad zboljšal, no, in potem je pa to izgledalo tako na koncu. In tako velikega napora gre v to, da se iz neke čist drugačne smeri znaš preusmeriti, pa vseeno se trudiš narediti čim boljš. Ampak itak se vedno trudiš narediti čim boljš, se mi zdi. No. Ampak če se ti zdi, da delaš nekaj, kar te veseli, je veliko lažje. No. In tudi mislim, da potem veliko lažje tudi več časa vložiš v to in so rezultati boljši. Tako da to je mogoče en dober nasvet. No. Probite se zavedati takrat, kadar delate nekaj na silo, recimo, da vam reče profesor, da zdaj to popravi na tak način. Ne zdaj sam popraviti tako, da bo on rekel, v redu je, to si zdaj popravil na tak način, ampak probite razumeti, kaj je rekel, pa potem probite to usmeritev ali pa kritiko, nasvet, karkoli, obrniti, mislim ga razumeti, ampak razmisliti, kako bi vi zdaj, kaj bi bilo vam zanimivo oziroma bi vas veselilo narediti za to novo usmeritvijo, ki ste jo dobili. Zdaj vam bom pa še pokazal, kako je mogoče ena tehnika, ki je dosti značilna tudi zame, pa mogoče nekaj, kar ni toliko običajno, kot so bile tiste prejšnje stvari, ki so pač neke ploskve ali pa neke črtne risbe. Začel se je, to je ta slika, ki ste jo že prej videli. In potem, če se spomnite, mi je ta Pjera Ravnikar povabila k temu projektu Limited Editions, kjer je prišlo do teh 111 izvodov in jaz sem naredil tole sliko. Ne? In kar sem opazil takrat, ko sem ful približal, je, da stvari izgledajo tako kot eni piksli. In to mi je bilo ful zanimivo in super se mi je tudi zdelo, kako to izgleda. Mislim, verjetno veste, mogoče ne veste, hočem vam pokazati, da pač edina fora je, da če so neki gradienti, če so neke sivine, no, potem ta efekt dissolve to spremeni v bitmap, da je samo polna barva ali pa da ni polne barve, ampak to so v bistvu, če greš ful blizu, pač piksli oziroma kvadratki. In meni se je zdelo to super, ful dober motiv, mislim, ful dobra tehnika, kako, če se spomnite, jaz sem bil fan Maneja, ki je recimo, da on sam sebe ni sicer razumel kot impresionista, ampak vsi drugi mu pravijo, da je impresionist. In to je mogoče bilo tudi na nek podoben način, kako se neke stvari poenostavijo. No. Hkrati, ker je pač ta medij ti onemogoč, da bi šel toliko v detajle in hkrati tudi toliko poenostavil, da se slika ne more popolnoma sestaviti, ampak jo pač moraš sam nekako zapolniti. Mislim, da sem to tudi govoril, da mi je bilo pri prejšnjem delu všeč pri Maneju, v glavnem to je bitmap. In takrat na tej točki, tole, ki sem videl, mi je bilo super, naredil sem ta screenshot, pač ful sem približal na zaslonu pa sliko, ampak nisem vedel, kako bi zdaj zares prišel do tega. Razen da slikam zaslon, ampak to ne moreš tako delati. Vedel sem, da je to bitmap, da mogoče bi si lahko s tem pomagal, ampak to je bilo ful tak velik workaround do tega, ampak na začetku celo sem še delal, tle hočem vam samo pokazati, da pri tej ilustraciji sem ugotovil za ta efekt dissolve, ki sem ga potem tudi na drugih delih začel uporabljati kot za ta gradient, ker recimo
to, kar je temno modro, je v bistvu pobarven s svinčnikom narisan. Vse ostalo sem pa naredil potem v računalniku te gradiente. Ampak s tem, da sem uporabljal ta dissolve, da je prišlo do neke teksture, no in to so še druge skice, ki so bile narejene takrat za ta plakat, ki niso bile realizirane, no, ampak to je vse spet ta dissolve, samo da so slike pol pomanjšane. Ampak se pravim, tukaj nisem znal, ker tle se je zgodilo tako, če ti ful povečaš to sliko, te kvadratki še vedno ostanejo toliko majhni, da pač ni jasen, kaj to sploh je drugega, kot samo neka tekstura. No. Tako da potem za to delo sem se odločil, da bom pač probal zdaj narediti to, izkoristiti to neko tehniko z teh pikslov oziroma kvadratov in to sem potem tle se formatoril s tem, da sem za vsako barvo eksportil svojo ploščo, ki je kot bitmap in potem spet to sestavljal in ful je bilo zamudno in nemogoče popravljati in tako mogo si vse to sestaviti ful enega dela, preden si videl, kaj si naredil, tako da je bilo nemogoče bilo tako delati, no, ful težko, v glavnem, tako je izgledalo od blizu. No, takrat sem naredil tudi potem grafiko iz tega, sitotisk. Ampak pa nič od tle naprej zares se ni zgodilo s tem. Jaz sem tudi imel veliko drugega dela, nisem tudi vedel, kako se to lahko manipulira v računalniku, ker v bistvu, kar sem gotovo, je kasneje. No, tle sem hotel še pokazati, da tle sem malo večje te kvadratke uspel narediti potem. Da, ok, ful dela, ja. No, jaz sem znal sicer narisati to tako na majhen, ampak nisem vedel, kako bi to povečal. Potem s časoma sem prišel tudi do tega, da sem razumel, moram imeti ful majhno resolucijo in potem lahko rišem na tak način, ampak kako bi zdaj to povečal, da lahko tudi stiskam na, ne vem, kolikor hočem, 100x70 ali karkoli. In to je bila, zato sem vam kazal prej to mi je pa pisala ta likovna urednica, ki sem prej rekel za medijev, ki sem delal tole serijo. Prišla je korona, to je bilo, vidite, marc 2020, mislim 2020, ko smo bili vsi zaprti doma. In ful je bilo neke negotovosti, meni ni bilo nič novega, jaz sem itak skozi delal od doma, tako da ni bilo čisto navaden. Medtem, ker ljudje, ki so hodili v službe, so bili čisto tako, zdaj sem cel dan doma. Sem bil tako, no zdaj vidite, kako je, če si ilustrator. No, v glavnem. Ona se je spomnila, ona je gledala mojo spletno stran in je videla te dve stvari in je bila tako, to nam je super, a bi lahko mogoče narediš pripraviš ene par primerov, predlogov, kako bi lahko nekaj v zvezi s tem, recimo tle jim je bilo všeč in ta motiv, da je nekaj v naravi, da je en človek v naravi in to, da je ta tekstura ful prisotna, da je zelo preprost in da je tako kot ena vinjeta. In tudi, da je ta obroba zelo mehka. V bistvu ona je vse to, čakajte, da grem z miško tako, tlele vse to, ona je v bistvu vse to, kar je tle videla, je bilo všeč in bila tako, tudi ker bo ta serija, ki bo izhajala vsak dan, mislim, članki bo izhajali vsak dan, ne boš imel veliko časa, tako da zato se je zdaj tudi to nek primeren motiv, ki je nekaj, kar lahko relativno hitro narišeš. No. In jaz sem potem mogel ugotoviti, kako ji bom jaz zdaj to lahko eksportil in to so bili neki prvi primeri. Ker ok, kot toliko majhno je še šlo, ne, to mi je bilo jasno, sam pol pa sem v bistvu bil kar živčen, kako ji bom zdaj to dal. Hvala Bogu ni šlo v tisk, tako da v najslabšem primeru sem vedel, da bom lahko pa še enem velikem zaslonu sam naredil screenshot, pa bo vsaj za enkrat dovolj. Ampak hvala Bogu, malo sem pogooglil, v bistvu pa mi je bilo tako, zakaj nisem to že prej naredil, malo sem pogooglil in pa sem videl, da je sam spet, kako
način, kako večaš v Photoshopu, imaš različne načine in eden od teh načinov ti ohrani robove ostre in to je vse, kar je bilo čist simpel. Tako da sploh ni bilo veliko dela potrebnega. V glavnem in pol zbrali so to ilustracijo za to prvo in potem to so bile vsak dan, dobesedno vsak dan ena nova in v bistvu je bil tudi kar tak dober trening, ker iz tega sem v enem mesecu dobil ful veliko enih ilustracij, veliko sem tudi, ker sem delal vsak dan, sem se ful hitro učil in tudi potem sem vedno bolj lahko dodeloval te ilustracije s časoma. Ful zanimiv, ta tehnika je pa ratala med tako likovnimi uredniki ful hit. Marsikdo mi je pisal, da bi prav sam zaradi tega, da je to videl, pa da bi rad, da jim to naredim. Ampak jaz sem se ful otepal tega načina, ker se mi je zdel zelo, kaj je zdaj dobra beseda, malo cheesy, no, tako zelo poetično, pa jaz takrat me je bolj zanimalo delati neke smešne stvari v tistem obdobju. Tudi nisem hotel, da zdaj, kar je bil iz tega, da sem dobil zelo malo nekih e-mailov od likovnih urednikov za članke, ne, da bi delal, ampak zdaj pa kar naenkrat jih je prišlo več, pa vsi so bili usmerjeni v to specifično tehniko. In jaz tudi nisem hotel, da me zdaj ljudje poznajo po tej tehniki, no. Tako da sem vedno, kaj je bila priložnost, skušal jih prepričati, ali lahko naredimo to drugače. In potem so mi pisali iz New York Times, videli smo to, v bistvu celo ta likovna urednica najprej delala pri tej prejšnji firmi, Medium, in potem je prišla na New York Times in ko so oni delali, iskali novega ilustratorja za eno novo kolumno, ki je pisala ena pastorka, se je ona spomnila na mene, na to serijo. In je bila tako, a bi lahko, mislim, iščemo enega ilustratorja, pa sem se spomnila na te, pa se mi zdi, da bi bilo ful primerno. Ampak sem odprta tudi za karkoli, lahko tudi ni to. In jaz sem bil tako, ok, pa ne bom to, bom probal se spomniti nekaj novega in to so bile recimo, ok, naredil sem jim v tej tehniki, ki so hotel, ilustracijo za prvo njeno kolumno, mislim prvi članek njene kolumne. To so bila pa druge dve smeri, ki sem jih predlagal. No. In jaz sem v bistvu ful navijal, če lahko prosim ne to. Oni so bili tako, ja, to nam je super, tale. In pa smo imeli še 2 kroga popravkov, dokler niso na koncu bili tako, dajmo v bistvu iti s to. In pa mi je bilo tako, ja, ok, itak, zakaj si sploh to delam, ne? Zakaj se toliko matram, pač, sej vejo, kaj hočejo, prav. No in, pa tako je bilo. To je bila ful taka dobra vaja v temu, da recimo mi smo bili omejeni, isto kot pri prejšnji seriji, ki sem vam pokazal, kjer smo sploh prvič tako tehniko uporabljali. Da imamo nekega človeka v neki naravi, da mora biti spokojno, da mora biti tako mirno in tako na začetku je šlo še kar zlahka. Potem pa s časoma pač mislim, kaj še lahko narediš za eno osebo v naravi, če hočeš povedati nek point, ne. Ful hitro se lahko motivi ponavljajo. Ona je celo imela, recimo to je trajalo vse skupaj na konec 2 leti, ta kolumna, ona je še celo vsako leto pisala tako, zdaj ta praznik in je pisala temu prazniku in je point je bil isti in je bilo tako, kaj ne zdaj, jaz tle narišem nekaj čist drugač s temi omejitvami, pa da ne bo nek motiv, ki smo ga že imeli, v glavnem, kar težko je bilo, no. Potem na začetku dosti lahko, potem pa je pa postajalo vedno bolj težko, kaj sploh lahko naredimo, da se ne bom ponavljal. Potem so oni na eni točki še celo rekli, kaj če bi ti to animiral? In to je bila ta prvi gif, ki sem ga zanimiral in potem se mi je zdelo škoda,
da mogoče imamo te ilustracije, ki so da se sam nekaj premika v smislu, kakor tam ogenj, pa sem hotel nekako izkoristiti to animacijo, da tudi nekaj pomaga povedati. Tako da, no. No, glavno ne. Kar se pa potem tudi zgodilo, da oni so včasih se tudi odločili dati kakšno to ilustracijo v tisk in včasih potem tudi to, da recimo to ilustracijo se je šla o tem, da je Jezus vstal od mrtvih in če sam tam stoji v eni vodi, ni jasno, zakaj se gre. Tako da je bilo težko loviti to ravnotežje med tem, da mora biti ta ilustracija jasna, kaj pove, tudi kadar se ne premika. Tako da je bila kar dobra vaja, no, o tem. No, ampak recimo, nismo šli koliko. No, ampak recimo jaz sem dobil naslov pa članek in te članki so bili totalno dolgočasni. Jaz se sploh tudi nisem mogel poistovetiti s tem, ker ne hodim v cerkev, pa ne vem, o čemu je zares govorila. Ful je bilo tako, kot iz enega drugega časa, no, glavno. Ampak vedno sem pač skušal izluščiti neko to glavno vsebino, glavno message, ki ga je ona hotela povedati, in recimo to sta bile te dve skici in pa so se odločili za tisto in to sem pa ilustriral. No, glavno, vmes še druge ilustracije v tej isti tehniki. To je bilo narejeno za eno podjetje, ki dela tudi prodaja aplikacije, kjer so prosili, da nekaj v zvezi z tem hobijem gledanja ptic. In mogli smo paziti, ker imajo različne krope, da gre in da deluje in če je naslov na levi strani, in če je na desni strani, in če je tako sredinsko. Glavno, to je bil pol končen rezultat. In to kot tej tehniki. Pa recimo, zdaj vam hočem še pokazati, kako izgleda, ko ti pišejo za en članek v reviji, ali pa časopisu, kakorkoli. Ona je bila v tem primeru dosti prijazna, da je to, kar je počrtan, je povedala, kaj točno hoče, da je narisano. Drugače moraš ti prebrati ta članek in sam probati ugotoviti, kaj oni hočejo, oziroma kaj oni mislijo, da je glavno sporočilo. Včasih tudi ga fališ, tako da narišeš neke ilustracije, pa ti pa oni pišejo, ja, cool, samo mogoče, daj, kaj pa če se probaš osredotočiti na to. In pa ti povejo, big reveal, kaj oni mislijo, da je pomembna stvar, pomemben angle tega članka, tako da ona je bila toliko prijazna, da je že to izpostavila takoj. Jaz sem vse en članek prebral, ampak v bistvu tudi, če ga ne bi. To je že v resnici dovolj, da bi lahko začel delati na skicah. No, in to so potem je bilo 6 teh idej, kako oni spravljajo CO2 v zemljo. To je neka tehnika, ki se zdaj ugotavljajo, kako bi posrkali CO2, ki ga je preveč v atmosferi, pa ga da nazaj v zemljo. In na ta način rešili to problem ogrevanja. In ona je se odločila za to drugo skico in bila je še tako, tako hočemo, da narišeš. In mi je bilo tako pismo, joj,
Ker recimo, ko delaš neko skico, imaš približno tudi v glavi, kako veš, da bi lahko to izpadlo, pa približno ti je jasen, kaj bi bilo najboljše za to idejo, kako da naj bo narisan in to me je čist zamoril, ker resnici nisem vedel, kako sploh lahko to zdaj narišem na ta način. Una ilustracija nima nobenega ozadja, ne, tlej bilo tudi ni treba, da je ozadje, ampak pač ful je bolj preprosta, kakor ta, tlej se ful več dogaja. Potem je prosila, ok, lahko zdaj sam na hitro, da pokažem uredniku, spremeniš iz tega, da je to neka karikatura v to, da zgleda bolj tako kot tist. In to mi že zgleda malo bolj dolgočasno, malo bolj togo, ampak ona je bila tako, ok, good. Potem je prišla nazaj s komentarji, ej, super, to ni good, da je ta zemlja toliko kratka, moramo pa udariti to, da gre to res ful globoko pod zemljo in zdaj imamo tle kar naenkrat eno ful veliko površino, ki se je meni zdel, to je ful dolgočasen, če bom to sam malo pobarval. Pa v resnici tudi ful je hecen, ker Američani tako govorijo, ej, lahko, mi smo razmišljali, ne rabiš se tega držati, to ponavadi pomeni, da hočejo, da to narediš, kar ti povejo. Jaz sem dostikrat se že opekal, ko sem bil tako, ja, ok, oni so tako, lej, to ti predlagamo, sam naredi, kar češ, pa pol je bilo vedno tako, ej, cool, ampak kaj pa to, ko smo te prosili? No in pa sem jaz nekako probal razviti to skico, okay, kako bi zdaj lahko to naredil bolj zanimiv. In njej ni bilo, cool niti malo. Ona je bila tako, to zdaj izgleda ful busy, ful je moteče, sploh ni toliko fokus na temu, kar on dela, ampak ful fokus na tej zemlji, kar se strinjam. To sem se strinjal s tem pomislekom, ampak se mi zdaj tako podar, se vsem jasno, da je neka rumena črta. Ampak kakorkoli, no, ona je bila tako, ne, daj naredi tako, kot je to, na ta način. Če nisi štekel prej, daj tako naredi. In tle je zdaj to, kar sem vam na začetku tega dela povedal, da dobiš neka navodila, ki ti niti malo te ne veselijo in pa moraš zdaj nekaj izčarati s tem. In jaz pač nisem vedel, kako lahko to naredim dobro in tudi nisem verjel, da bo to dobro, ampak sem bil tako, bom vseeno to naredil, bom pa naredil še eno verzijo, ki se meni zdi, da bo verjetno boljša, pa je ne bom upošteval. Ampak pač to je pomenilo več dela, tako da sem naredil potem to, kar je v bistvu ona hotela, pa tisto verzijo, ki se meni zdaj, da je boljši in pol, ki je videla oboje, je bila tako, ja, uno je ful boljše, ej, thanks, to zdaj zgleda super, to je to, ja. Tako da, to hočem povedati, da morate narediti sebi zabavno, pa če v neki ne verjamete, pač v najslabšem primeru naredite 2 verziji, vsaj to, da mogoče pokažete naročnikom, elej, ta vaša ideja je slaba, dajte raje tako, kot sem jaz si zamislil. No, res, no. V glavnem, ja, no, ok, no, tako. To je to, no. Zdaj smo zaključili. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, ne vem, karkoli, o čemorkoli, imate zdaj možnost. Ok, cool.